Šolska prehrana v današnjem času postaja čedalje bolj pomembna na zdravstvenem kot tudi na vzgojno-izobraževalnem področju, saj otroci precej časa preživijo v šoli, kjer skozi proces izobraževanja pridobijo znanja in veščine za razvoj zdravih prehranjevalnih navad. Na osnovni šoli Kapela in na osnovni šoli Apače je za učence 7. razreda potekalo predavanje na temo osnove zdrave prehrane, ki ga je izvajala dietetičarka magistra Mojca Malačič iz Centra za krepitev zdravja, ki deluje v sklopu zdravstvenega doma Gornja Radgona. Kako pomembna je ponudba zdravih in uravnoteženih obrokov ter ozaveščanje otrok in mladostnikov o zdravi prehrani v osnovnošolski organizaciji, nam je povedala ravnateljica osnovne šole Kapela, magistra Andreja Strmšek. Ja, to je seveda zelo pomemben dejavnik zdravja otrok, ki mu v osnovni šoli Kapela posvečamo pozornost po celotni vertikali. Torej, s tem se ne ukvarja samo organizator prehrane, ampak tudi učitelji, kuhinja. Torej, sodelujemo pri tem, da so obroki načrtovani in tudi potem izvedeni uravnoteženo. O tem, ali učenci na osnovni šoli Kapela sprejemajo napotke in spodbujanja strani osnovnošolske organizacije za zdrav način prehranjevanja, nam je povedala ravnateljica. Težko je reči, da bi ravno bili navdušeni nad tem, ker radi posegajo po nezdravih izbirah. Bi pa rekla, da nekako ozaveščamo jih in upamo na to, da se bo to nekje v odraslosti potem izkazalo kot dobro. Zdaj pa si seveda želijo velikokrat kako nezdravo izbiro in jemljejo to kot nekaj vsiljenega od zunaj. Niso še čisto osmislili pomena zdravih obrokov. Katere spremembe v okviru projekta Keep Young and Fit pričakujejo na osnovni šoli Kapela? Glede na to, da bo trajal celo šolsko leto, upamo, da bo morda prispevalo k temu, da se bo njihov življenjski slog spreminjal oziroma bodo izbrali večkrat zdravo izbiro, da bodo izbrali gibanje in tudi morda, ker to deluje skupinsko, da bodo tudi en drugega spodbujali, ko bodo v precepu, katero stvar izbrati, da se bodo spomnili en drugega, kaj je boljša izbira za njih. Tako da si nadejamo pozitivnih učinkov. Dostopnost do nezdravih prehranskih izbir, kot so nezdrava ponudba iz avtomatov, neustrezen ritem prehranjevanja in neprimerno sestavljeni obroki s preveč soli, sladkorja, maščob in energije, v kombinaciji z ostalimi dejavniki življenjskega sloga, kot so netelesna dejavnost in sedeči življenjski slog, predstavljajo tveganje za zdravje in razvoj kroničnih bolezni. O načinu zagotavljanja zdravih obrokov na osnovni šoli Kapela nam je povedala organizatorka šolske prehrane, magistra Patricija Klemenčič. Ja, držimo se smernic, saj smo tudi zadolžni. Torej, zagotavljamo z jedilniki so uravnoteženi, ki vključujejo veliko sveže sadje in zelenjave, manj maščob, manj sladkorja, manj soli, manj predelanih izdelkov in pa tudi več polnozrnatih žit. Slovenija je ena izmed držav, ki šolski prehrani posveča posebno pozornost, saj dober in urejen sistem šolske prehrane na najbolj učinkovit in premišljen način omogoča dostopnost hrane otrokom ter mladostnikom v različnih starostnih kategorijah. Organizatorko prehrane smo povprašali, kaj meni o določitvi prehranskih smernic, kako naj bo sestavljen in kakšna živila naj bi vseboval šolski obrok. Smernice določajo, da mora obrok vključevati večje deleže zelenjave in pa sadja, polnozrnatih žit, mlečnih izdelkov z manj maščobami, pusto meso in ribe. Spodbujajo uporabo zdravih maščob in zmanjševanje sladkorjev, soli in pa predelanih živil. Pomembno pa je tudi zadostnost tekočin, predvsem vode in pa da se omeji vnos sladkih pijač. Del prehrane v osnovnih šolah je osredotočen na vključevanje lokalno predelane, kakovostne in varne hrane. V spremljanju kakovostnih obrokov na ravni šole pa v nadaljevanju. Ja, v prehrani v osnovni šoli je vedno več spodbuja uporabo lokalne predelane hrane. Moje mnenje pa je, da je lokalna predelana hrana kakovostna, ker je sveža, ima višjo hranilno vrednost in pa pogosto ni dolgo skladiščena ali transportirana, kar pa ohranja njeno kakovost in svežino, podpira tudi lokalne kmetovalce, prav tako pa omogoča večjo sedljivost, kar pa zagotavlja varnost in pa zaupanje v izvor hrane.
Kakovost šolskih obrokov zagotavljamo z upoštevanjem prehranskih smernic, hrano pa dobavljamo od preverjenih dobaviteljev, jedilnike redno tudi pošiljam v predogled na NIJZ. Pomembne pa so mi tudi povratne informacije učencev in pa tudi staršev, ker mi omogoči prilagajanje jedilnikov njihovim željam na malo bolj zdrav način. Proizvodnja kvalitetnih in varnih prehrambenih izdelkov, hrane, ki so proizvedeni v skladu s higienskimi standardi za zdravje otrok in mladostnikov, so po besedah Klemenčičeve ključnega pomena. Je ključen za zdravje otrok, saj preprečuje bolezni in pa zagotavlja ustrezno prehransko vrednost. V času odraščanja mladostnika je prehrana ključnega pomena, saj je telo za izgradnjo kostnine, mišic in notranjih organov ter za delovanje možganov potrebuje snovi, ki jih vsebuje hrana. V tem obdobju je pomembno, da mladostniki jedo kakovostno, raznoliko in zdravo hrano. Nepravilen izbor in uživanje živil lahko pusti posledice na telesu mladostnika za vse življenje, ki bo lahko vplival tudi na oblikovanje prehranjevalnih navad v kasnejšem življenju. Tako je prehrana zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na zdravje in zdrav način življenja pri mladostnikih v njihovi razvojni dobi. Otroci in mladostniki za zdrav razvoj potrebujejo vsa hranila, ki jih dejansko dobijo z zdravo, nepredelano hrano. Zdaj, ta hranila so beljakovine, maščobe, ogljikovi hidrati in namreč v pravem razmerju. Zdaj, kaj je problem pri naši prehrani otrok in mladostnikov, je ta, ko zaužijejo preveč energijsko bogate hrane, to pomeni preveč maščob, preveč nezdrave hrane. Za zagotovitev zdravega obroka za osnovnošolske otroke in mladostnike je zelo pomembno, iz česa, kako in v kolikšnem razmerju so sestavljena živila. Zdaj poznamo 3 glavna hranila, iz katerih so sestavljena živila, to so ogljikovi hidrati, beljakovine in maščobe. Zdaj, vsa živila so sestavljena iz kombinacije teh hranil. Zdaj, če imamo neko ogljikohidratno živilo, to pomeni, da vsebuje večji delež ogljikovih hidratov, nekaj beljakovin, nekaj maščob, isto pri beljakovinskih in pa maščobnih živilih. Zdaj, v kakšnem razmerju bi naj bila sestavljen krožnik oziroma prehrana? V bistvu večino obroka bi naj sestavljali ogljikohidrati, to pomeni od 45 do 55% celodnevnega energijskega vnosa. Potem do 15% bi naj predstavljala beljakovinska živila, pa okrog oziroma do 30% bi naj predstavljala maščobna živila. S tem, da pri maščobnih živilih je treba paziti tudi v bistvu na strukturo teh maščob, oziroma do 10% se svetuje, da bi naj uživali živila, ki imajo nasičene maščobne kisline, in to so predvsem živila živalskega izvora. Katera živila jedo osnovnošolski otroci in mladostniki najraje, je odvisno, v katerem starostnem obdobju se nahajajo. Pri otrocih oziroma pri predšolskih otrocih opažamo, da v bistvu to, kar jim v bistvu v šoli oziroma tudi starši ponudijo, bodo dostikrat tudi sprejeli, pa bodo poskusili. Večji problem se kaže potem pri mladostnikih, v bistvu pri otrocih, ki so že v času pubertete, začnejo uveljavljati neke svoje prehranske izbire. Največkrat je to neka hitra prehrana, energijsko bogata hrana z malo prehranskih vlaknin, dejansko malo polnozrnatih živil, malo sadja in pa zelenjave. Na pojav debelosti pri mladostnikih vpliva predvsem neuravnotežena prehrana. To pomeni preveč energijsko bogata hrana, kot sem že prej omenila, tudi premalo teh prehranskih vlaknin. Prav tako pa tudi v bistvu vpliva na pojav debelosti telesna neaktivnost. Namreč prehrana, telesna aktivnost sta v bistvu z roko v roki povezana in nepravilna prehrana, pomanjkanje telesne aktivnosti, to je tisti ključni faktor, ki pač vodi do debelosti. O zagotavljanju zdrave in varne prehrane v skladu z smernicami in priporočili za različne starostne kategorije otrok in mladostnikov nam je povedala ravnateljica osnovne šole Apače. Na šoli imamo v prvi vrsti smernice, ki so zelo podrobno, poglobljeno napisane, potem je pa na nas, da to spravljamo v prakso. Bistveno je, da imamo hrano svežo, da jo dobavljamo dnevno, vsaj tisto hrano, ki pride z naših vrtov, njiv, da je lokalno pridelana in imamo kar nekaj lokalnih dobaviteljev oziroma vse bližnjih lokalnih dobaviteljev in Zakon o javnih naročilih nam omogoča, da to dobavljamo, kolikor je le mogoče.
Lokalni dobavitelji jo dobavljajo v času sezone, potem pač dobavljamo od teh večjih, ki so pa potem iz raznih držav in na kar potem žal tudi nimamo več tolikšnega vpliva. In je velika razlika med tem, kar dobimo z lokalno hrano, res svežo, ko odreže z njive in nam pripelje solato, ali pa tisto, ki potem pride oddaleč. Zagotavljamo tudi na to, da zelo pazimo, da so obroki uravnoteženi, da učenci dobijo vse potrebne snovi, kar spada v obrok, malice, ko jih moramo malo energetsko podpreti. Pri tem pa pazimo, da so to zdrave energetske podpore, da ne enostavni sladkorji in vse to, kar vemo, nezdrave maščobe in tako naprej, da to ni procesirana hrana, da čim več pripravimo v naši kuhinji, ali so to namazi, ali je to kuhana hrana, je to mlečni obroki, da tudi jogurte vzamemo od dobavitelja, ki ga imamo tukaj v bližini, domač jogurt, in ga potem mešamo s sadjem. Pri tem pazimo tudi na sadni delež kupljenih jogurtov, ali pa je to mogoče biokefir. Nikakor pa ne tisti enostavni jogurti, kjer sadje niti mimo ni šlo, ali pa so zelo sladkani, treba tudi malo deklaracije pogledati. Skratka, učenci so se tudi že navadili na to domačo pripravljeno hrano, imajo radi domače namaze, ne kupujemo tistih masnih paštet. Skratka, zelo pazimo, gledamo deklaracije, kolikor je le možno, da je hrana čim bolj zdrava. Katere spremembe pričakujejo v okviru projekta Keep Young and Fit na osnovni šoli Apače? Jaz sem bila zelo vesela, ko so se sodelavci oglasili pri nas in predstavili vsebino tega projekta, da boste vi sodelovali, da bo Center za krepitev zdravja sodeloval, z njimi imamo zelo dobre izkušnje in vedno se mi je zdelo, da jih premalo vključujemo. Je pa en zelo dober način sodelovanja strokovnjakov z tega področja. Mi smo se že veliko naučili, samouki smo, tudi na izobraževanja hodimo. To so pa dobesedno ljudje, ki jim je to področje domače, ki so strokovnjaki. In že ko se pogovarjamo, kaj če bi pa še za diabetes kaj vprašali našega dietologa v Centru za krepitev zdravja, zdaj prihajajo, smo se še bolj povezali, pa o tej dieti nismo včasih povsem sigurni, če je v redu, tako kot delamo. Pa en način dodatni osveščanja. Otrokom včasih veliko bolj leže tisto, kar jim nekdo od zunaj pove, kot pa mi, ki jim vsak dan trubimo, učitelji. Tako da jaz pričakujem, da bo to en pomemben dodatek pri osveščanju, pa tudi pri izboljšanju potem njihovega življenjskega sloga. To se počasi premika. Ampak nekoč bodo pa najbrž bolj odgovorni potrošniki, kot pa so danes. Filip iz osnovne šole Apače nam je povedal, kakšen obrok zaužije v šoli in doma. V šoli dobimo dostikrat kakšne jogurte, pri vsaki malici dobimo tudi nesladkani čaj, ter včasih kakšne banane, hruške. Dostikrat dobivamo tudi mleko. Za zajtrk si velikokrat naredim opečenec, poleg pa pojem kakšen jogurt in banano. Sedmošolec si želi uživati zdrav obrok, iz katerih živil pa naj bi bil sestavljen njegov obrok? Zelenjava, pusto meso, kakšen riž, testenine, ovsene. Če mladostnik zaužije preveč energijsko bogate hrane, pomeni po besedah dietetičarke, da zaužije več energije, kot jo lahko porabi. To pa je posledica povečanja telesne teže. Zdaj, če že ima otrok v mladosti povišano telesno maso, to lahko vodi v bistvu v številne kronične nenalezljive bolezni oziroma poviša se tveganje za razvoj le-teh v odrasli dobi. To na primer je povišan krvni tlak, povišane maščobe v krvi oziroma holesterol v krvi, lahko se pojavi tudi sladkorna bolezen tipa 2, pa potem v bistvu debelost. Namreč tudi debelost je kronična nenalezljiva bolezen in jo moramo tudi smatrati kot bolezen. Skozi predavanja na temo osnove zdrave prehrane je namen mladostnikom približati zdrav način prehranjevanja. V prvi vrsti sploh naučite, kaj v bistvu iz česa je prehrana sestavljena oziroma iz katerih hranil
so živila sestavljena in v bistvu kakšen vpliv imajo ta hranila na njihovo delovanje, razvoj in v bistvu tudi katere živila vsebujejo določena hranila, da potem tudi znajo se same kasneje sestaviti pravilen, zdrav, uravnotežen obrok. Za zdrav razvoj telesa potrebujejo mladostniki v njihovi razvojni dobi dovolj gibanja in zdravo prehrano, ki mora biti pestra, vsebinsko ustrezna in časovno ter količinsko razporejena. Pri tem je pomembno vedno znova vzpodbujati mladostnike za poseganje po pripravljenih zdravih obrokih, sadju, zelenjavi in mlečnih izdelkih ter ostalih priporočenih jedeh. Starši in zaposleni v osnovnošolski organizaciji tako lahko bistveno pripomorejo k razvoju zdravih prehranskih navad mladostnikov.